Lepo pozdravljeni, cenjeni raziskovalki in raziskovalca Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, ki vas danes gostimo na spletnem portalu Tromba, kjer se trudimo promovirati znanost. In razlog današnjega srečanja je predstavitev imenitnega dela knjige Biodiverziteta biogenih formacij, ki je plod večletnega raziskovanja strokovnjakov, profesorja doktorja Laurenca Lipeja, doktorice Martine Orlando Bonaca, doktorice Valentine Pitako in doktorja Boruta Mavriča. V njej avtorji odstirajo zakladnico narave slovenskega morja, ki je samim Slovencem slabo ali pa recimo slabše poznana. Zato so take predstavitve še toliko bolj dragocene. In najprej vas vprašam, profesor Lipej, vi ste že večkrat v različnih priložnostih opozarjali, da v javnosti prevladuje mišljenje, da je slovensko morje revno, nezanimivo, globlji pogled vanj pa je zelo skromen. In vaše raziskave pa razkrivajo veliko bogastvo, ki tudi raziskovalce včasih preseneča. Zakaj tak odnos? Ja, sam ne bi vedel povedati, zakaj, ker mislim, da smo dali v zadnjih desetletjih veliko energije v to, da skozi opozarjamo, da je Slovenija nekaj zelo izjemnega v evropskem merilu in ravno tako tudi njeno morje. Njeno morje je zelo bogato in izstopa po številu vrst v Jadranu in tudi v Mediteranu. In kljub temu, da to vse skozi opozarjamo, se še vedno pojavljajo, prispevki v medijih, ker govorijo o opustošenem okolju, o okolju, ki je revno po vrstah in tako naprej. Skratka, dostikrat je ta dikcija še vedno uporabljena in to kaže na premalo pozornosti, ki pač mediji usmerjajo tem našim zadevam. Torej, naše morje je bogato in tudi ta knjiga, o kateri danes govorimo, je še en dokaz, še en argument več, da je temu res tako. In to seveda nas s celine rečemo, ne? Pogosto, da bolj slabo poznamo. Ja, žal res. Tako. No, poglejte, zato res toliko bolj preseneča knjiga Biodiverziteta biogenih formacij, ki je nastala na osnovi vaših raziskav pri dveh projektih, to je Trekorala in Tretamara. Pa najprej kot prosimo doktorico Orlando Bonaca, da nekoliko te projekte pojasni. Najprej pojasnimo sam pojem in izraz, ki se nastaja v tej knjigi, ki ga opisujete. Kaj so v bistvu biogene formacije? A to ste... Ja, kaj so a veste, tu se pojmov je še in še, ki seveda nam laikom niso poznane in vam profesionalcem pa. Zato sprašujem najprej, kaj so biogene formacije. Veste, ko smo leta 2013 začeli z delom na projektu Trekorala, smo prišli do veliko novih spoznanj, sami smo se učili, sami smo se veliko priučili in z dnevom v dan smo pridobili nova spoznanja. Eno od teh je bilo tudi to, da imamo v Sloveniji dve veliki biogeni formaciji, ki smo jih tako imenovali, ker gre za okolja, ki so nastala na podlagi delovanja oziroma ustvarjanja bivalnih niš raznih organizmov, kot so recimo korale, kot so recimo razni nevretenčarji, recimo drugi, kot so mnogoščetinci, mahonjaki in tako naprej. No in takrat seveda smo bili zelo previdni, ker se na to nismo dobro spoznali. Potem smo pridobili izkušnje, ko smo začeli v bistvu se ukvarjati z koralom tudi na otoku Mljetu, po zaslugi našega kolega dr. Kružiča, ki nas je redno vabil na te ekskurzije. In takrat smo dobili veliko vpogleda v to, kako delujejo koralni grebeni v Mediteranu, kako to deluje na otoku Mljetu. In počasi smo pridobivali spoznanja, ki nas danes prepričujejo v to, da lahko govorimo ne o biogenih formacijah, ampak veliko bolj pogumno lahko rečemo, da imamo prave pravcate koralne grebene v našem morju. Torej, biogene formacije so v bistvu izraz, ki se nanaša na rast, anorgansko rast oziroma rast skeletnih delov nekaterih organizmov, ki tvori pač neko življenjsko okolje za druge organizme. In o tem seveda bodo kolegi vedeli veliko več povedati, pač koliko je teh vrst, ampak danes smo nekoliko bolj pogumni in si upamo govoriti že o koralnih grebenih.
Doktorica Orlando Bonaca, lahko vi pojasnite ta omenjena projekta Trekorala in Tretamara? Tako je, začeli smo leta 2012 z delom na Interreg Slovenija-Italija projektu Trekorala. Ta projekt si je nameraval izboljšati poznavanje skalnatih formacij, ki so značilne za severni Jadran in dejansko predstavljajo življenjska okolja z izjemno biodiverziteto. Dolgo časa je prevladovalo mnenje, da je severni Jadran praktično v celoti prekrit z muljastim in peščenim dnom. Nato so raziskave v 60 letih prejšnjega stoletja so pokazali dejansko, da je monotonost takšnega dna pogosto prekinjena z navzočnostjo številnih skalnatih biotopov. In taka območja so ribičem v severnem Jadranu že stoletja znana kot območja zelo bogata, v bistvu zelo bogata ribolovna območja. In take skalnate formacije ob Beneški obali imenujejo tenjue, v Tržaškem zalivu so pa znane kot trece. In do sedaj so približno na italijanski strani v Tržaškem zalivu prešteli 250 takih skalnatih formacij. In mi smo v sklopu, kot je že povedal Lovrenc, v sklopu projekta Trekorala začeli s proučevanjem teh dveh večjih biogenih formacij, ki jih imamo v Slovenskem morju, ki so sestavljene z koraliti sredozemske kamene korale. Prva se nahaja pred Debelim rtičem, druga pa pred rtom Ronek. Seveda smo pa proučevali tudi vse manjše biogene formacije, ki jih imamo v Slovenskem morju. Sedaj v sklopu projekta Tretamara, ki je prav tako Interreg projekt z italijanskimi partnerji. Sedaj poleg proučevanja teh biogenih formacij smo vključili še določene laboratorijske poskuse, v okviru katerih se trudimo ugotoviti hitrost rasti koralitov sredozemske kamene korale in dejansko so vsi ti rezultati bili osnova za pisanje te monografije. No, omenili ste tako imenovane trece in tenjue. A so to izgledajo kot neki osamelci na teh peščenih tleh in za kakšno posebnost gre tu? V bistvu imajo različne izvore, so lahko zelo majhne, zelo večje, lahko samo nekaj metrov, lahko tudi nekaj centimetrov. Dejansko se te biogene formacije lahko začnejo tvoriti bilo kje, imamo recimo skupine tudi praznih lupin školjk ali kakšnih drugih skeletov organizmov, ki so sposobne mineralizacije dejansko svojega skeleta in to ustvarjajo take nove življenjske niše, na katere so potem privabljene ličinke različnih nevretenčarjev in ki potem dejansko začnejo ustvarjati nov habitat na tem biotopu. No, ampak omenili ste, da pa slovenski del zaliva ima pa drugačne značilnosti oziroma drugačne tvorbe, tudi biogenega nastanka, Kako se razlikuje recimo, to je v rtu Ronek in pa ob Debelem rtiču, Kako se razlikuje? Ja, povejte. Te dve biogene formacije so dejansko veliko večje kot 100 metrov v širino. Formacija pred Debelim rtičem je dejansko sestavljena večinoma iz mrtvih koralitov sredozemske kamene korale. Sicer na njej uspevajo tudi žive kolonije, z razliko od biogene formacije pred rtom Ronek, ki pa je sestavljena dejansko na površju v celoti z živimi kolonijami sredozemske kamene korale, ki seveda potem tvorijo številne niše za privabljanje tudi drugih nevretenčarjev, rib, različnih alg in tako da so dejansko izjemno bogata območja, kar se tiče biodiverzitete. No, na drobne lahko še potem kasneje pojasnite tudi druge, tudi glede na to, da bomo mi lajki lažje osvojili in si predstavljali, kaj je pod morjem, gledate. Profesor Lipej, je bilo to področje za vas profesionalce presenetljivo? Se mi zdi, da ste ga dokaj pozno odkrili.
Ja, v bistvu ta pobuda do nastanka tega projekta Trekorala je prišla bolj kot ne z italijanske strani, ker oni pač to že dalj časa poznajo. Torej, v bistvu gre že za, mislim, da za 5 stoletij, torej že pol tisočletja raziskujejo oziroma poznajo ribiči te formacije in vedo, da so to bogata ribolovna področja. Medtem ko mi smo takrat to pač v okviru tega projekta začeli spoznavati in kot sem rekel, smo pridobili izkušnje, da smo potem prišli do teh vseh spoznanj in odkrili, da gre za okolja, ki so bistveno bolj bogata, kot je okolica. Torej, v bistvu nekje v povprečju, to je ugotovila moja kolegica Valentina, da je pestrost vrst na grebenu 10-krat večja kot recimo v bližnji okolici, torej na Mulju, in tudi 10-krat bolj številčna. To pomeni, če govorimo o nekaj 100 primerkih v muljastem okolju, imamo na grebenu čez 1000 primerkov recimo določenih organizmov in tudi vrst je lahko tudi čez 100, medtem ko je v okolici morda 10 ali pa kaj več kot 10 vrst. Gre za zelo bogato okolje in tukaj je ta kamena korala glavni dejavnik, ker je pač gradnik z mrtvimi koraliti, torej ko korala odmira, ti mrtvi koraliti, ki izgledajo kot nekakšni makaroni, tvorijo trdno podlago, mi temu rečemo strokovno sekundarno trdno dno in na to podlago se potem seveda ličinke iz planktona, kot je že Martina povedala, počasi naseljujejo in ustvarjajo pač nove organizme, oziroma se iz njih razvijajo novi organizmi, ki seveda predstavljajo po neki, torej v enem smislu substrat, torej ker so pritrjeni, po drugi strani so pa privabljajo mnoge druge organizme. Rekli smo, da je tukaj tudi veliko raznih plenilcev, tudi nekatere vrste rib, glavonožci in tako naprej. Skratka, zelo bogato okolje. Treba nekaj vedeti, da ta okolja niso, bom rekel, tako kot tropski grebeni, kjer je vidljivost zelo lepa, kjer imate pestrost že opisanih koralnih rib in tako naprej, ampak je vidljivost še vedno zelo slaba. In druga stvar, ki je zelo pomembna, je treba vedeti, da te korale so odvisne od svetlobe. Torej, kolonije sredozemske korale so odvisne od svetlobe in uspevajo do tiste meje, ko svetloba še pride pač do njih. To pomeni, da najdemo korale med nekje 11 metri, kjer je najvišja točka te formacije, torej 11 do 12 metrov, pa vse do 15 metrov, po 15 metrih pa naprej do 22 metrov, do tam, kamor še seže greben, pa ni več koral, ker je premalo svetlobe. Namreč korale imajo v sebi, v svojih tkivih imajo simbionte, to so take posebne alge zooksantele, ki ustvarijo s procesom fotosintezo organsko snov, oziroma pribitek organske snovi, ki potem pač korala seveda uporabi za svojo rast, pri čemer je seveda ravno ta dualizem, torej ta sodelava med koralami in med algami, tisto, kar omogoča koralom, pa ne samo v našem morju, ampak tudi v celotnem oceanu, tako, bom rekel, uspešnost koralnih grebenov oziroma koral, ki jih gradijo. Mislim, da ste omenili, da so ribiči na italijanski strani že koliko 500 let, da so vedeli za to. A sem prav slišala, mislim, kako je to mogoče? Jaz sem ta vir pač torej, od italijanskih kolegov slišal, torej, to so tudi ga večkrat omenjali, tudi ena italijanska kolegica iz Benetk, Caselato, se s tem ukvarjala, tako da to so zelo zanimive stvari, da v bistvu ribiči so to prej vedeli in so to pač tudi izkoriščali, predtem to prišlo, bom rekel, v stroko, torej v znanost. Je pa res, da na italijanski strani se s tem ukvarjajo že dolgo časa, torej že vsaj 50 ali pa še več let, ker se je s tem začel ukvarjati njihov znani geolog, mislim, da se je pisal Stefanon, ki je te stvari tudi obelodano in tudi razne procese, ki so povezani z nastankom njihovih biogenih formacij, ki jih oni imenujejo tenue na Beneškem. In tudi so zelo natančno popisali te posebne fenomene, ki so s tem povezani, to so procesi metanogeneze, ki vplivajo na nastanek teh trec, ki pa so povsem drugačni kot recimo pri nas na teh biogenih formacijah, ki so pa nastale, kot bom rekel, torej posledica nalaganja teh mrtvih koral na osnovo, ki je bila prej verjetno erodirana oziroma preperela, torej nekdanje preperela brežina, ali pa mi temu rečemo danes pogosteje uporabno besedo klif. Torej, na eni strani imamo trece, pa tenue, ki so majhne, torej nekaj metrov velikosti in tako naprej, ki jih je zelo veliko,
V Sloveniji imamo pa te orjaške formacije, torej 200 metrov dolge, 120 metrov široke, 11 metrov visoke, ki so povsem nekaj drugačnega, ne, in so primerljive, bom rekel, manjšim ali pa miniaturnim koralnim grebenom. A so v severne... Pardon, ja. Jaz bi tukaj samo dodal, ker je bilo prvotno vprašanje, kako da so ribiči prej za to vedeli. Ne glede na to, da so te formacije v osnovi in italijanske in slovenske nekako, da imajo drugačno izhodišče, drugačen začetni razvoj, vseh jih je skupno vsem tem, da so bogate po pestrosti, in količini živali in vrst. In to je v bistvu osnova, da so to dobra prehranska in razmnoževalna območja pač tudi za višje živali, kot so ribe. Ribiči pa, ki so stalno prisotni na morju, oni iščejo območja, kjer bojo ujeli čim več. In seveda so ta območja tekom let prepoznali, vejo, kje bodo dobili največ rib. To je tudi problem za te koralne grebene, ker v bistvu eden največjih slabih elementov, ki jim škodi, je prav ribištvo. Ker v bistvu zaradi stika med ribolovnim orodjem in samo podlago, samimi temi organizmi, v bistvu prihaja do poškodb in s tem v bistvu uničevanja. Doktor Mavrič, a mislite to zdaj za ta slovenski del ali nasploh tudi recimo v drugih morjih, recimo po svetu, kar ste... V bistvu je to nekak splošni problem, tako pri nas v Italiji, kot tudi širše drugje po svetu. Pa me zanima, a vi raziskovalci sodelujete z ribiči, da vam kaj odkrijajo, povejo, pojasnijo? Ja, to je zagotovo en naših najbolj plodovitih kontaktov. Ribiči preživijo na morju veliko več kot mi raziskovalci. Cele dneve polagajo, dvigajo mreže, opazijo marsikatero redko stvar, ki jo mi ne, ker že enostavno zato, ker preživijo več časa na morju. In poskušamo in se trudimo vzpostavljati ta kontakt z ribiči. Tudi oni, moram reči, je njihov odziv zelo, zelo pozitiven in dober. In jaz lahko samo rečem hvala za dozdajšnje sodelovanje in upamo čim boljše tudi vnaprej. Dejstvo je, da lahko eni z drugimi veliko več dosežemo. Tudi mi s svojim znanjem lahko njim pomagamo, kako v bistvu izboljšati ali pa ohraniti neko trajnostno rabo tega prostora. Pa se oni recimo vas sprašujejo, se obračajo kaj na vas, ko pride do recimo neke novosti? Lahko jaz? Ja, profesor Lipej. Ja, jaz sem hotel samo to povedati, da bi dopolnil Boruta. Torej, gre za to, da imamo veliko takih prispevkov, ki so dejansko prišli strani ribičev. Torej, mi smo objavili veliko znanstvenih prispevkov v mednarodni literaturi, ki so dejansko posledica tega dobrega sodelovanja. In seveda ribiči, torej bolj smo mi tisti, ki prihajamo do njih, ker smo od njih na nek način odvisni, radi dobimo kakšne informacije, radi smo seznanjeni, kaj se dogaja na našem morju. In z veliko večino imamo tudi zelo dobre odnose, tako da potem, ko vzpostavimo ta odnos, seveda prihaja tudi do povratne informacije. Tako da mislim, da so ti odnosi dobri in upam, da bodo tudi tako naprej, kajti morje ni samo, bom rekel, domena raziskovalcev, ampak je domena vseh nas in tudi ribičev in tudi vseh uporabnikov okolja in tudi vseh v bistvu Slovencev, če govorimo o Slovenskem morju, pa seveda vseh drugih, ki so ob obalah Jadrana in tako naprej. Skratka, to je zelo pomembno in seveda absolutno tudi jaz pravim, da moramo biti ribičem zelo hvaležni za ta pretok informacij. Bi še kdo dodal k temu mnenju kaj? Mogoče bi samo še omenila tukaj... Izvolite, doktorica Orlanda. En drugi projekt, ki sicer ni vezan s koralami, ampak recimo z vnosom tujerodnih vrst tudi v slovensko morje in tudi tukaj je definitivno komunikacija z ribiči zelo pomembna, ker dostikrat nas oni opozorijo, ko pride recimo kakšna nova riba v zaliv, preden jo mi sploh zaznamo in tudi obratno, recimo ko mi zaznamo kakšne manjše tujerodne vrste, sedaj tudi zaključujemo z enim projektom 3-letnim, ki ga vodi Borut in bomo na koncu imeli tudi prav predstavitev na novo odkritih tujerodnih vrst v Slovenskem morju, prav predstavitev za ribiče. No, mogoče bomo o tem še kaj rekli, ampak zdaj
ko že govoriva, ne, doktorica Orlando Bonaca, vi omenjate v teh raziskavah, ne, teh osamelcev, ne, Trece in Tenjuje, v Tržaškem zalivu in govorite pa o koraligenski biocenozi in koraligenskih algah. Lahko nam to pojasnite? Ja, koraligene alge definitivno niso korale, so alge, ampak so verjetno svoje ime dobile po temu, da so zelo podobne miniaturnim koralam. Ne? Štejemo jih tako med biogradnike sekundarnega trdnega dna in pravimo tudi bioinženirji, ker ustvarjajo tako kot korale nova življenjska okolja za številne nevretenčarje in druge organizme. In dejansko je njihova sposobnost izgradnje habitata povezana z njihovo možnostjo, da mineralizirajo celično steno, tako s kalcijevim karbonatom in v manjši meri tudi z magnezijevim karbonatom. In možnost dejansko te mineralizacije stene jim omogoča, da se s tem branijo pred rastlinojedci. Tako v Slovenskem morju imamo tako prekoraligen, ki je nek začetni stadij koraligenske biocenoze. Prekoraligen je prisoten recimo v spodnjem infralitoralu, to pomeni, da govorimo o enem globinskem pasu med recimo 3, 4 in 8 metrov globine. In v tem globinskem pasu prevladujejo sencoljubne zelene alge. Tukaj sta pomembni Halimeda tuna in Flabellia petiolata. In ko so te alge dejansko bolj številčne, recimo kot koraligene alge, pravimo, da smo tukaj v tem začetni fazi koraligenske biocenoze, torej v prekoraligenu. Lahko v tej fazi tudi ostane, se ne razvije do koraligena, medtem ko v globljih vodah, tam, kjer dejansko tudi imamo te koralne grebene, tam pa prevladujejo koraligene alge, torej rdeče apnenčaste alge, zato ker za zelene alge tam so svetlobni pogoji prešibki, da bi lahko uspevali. Torej lahko rečemo, da v centralnem delu Tržaškega zaliva, tam na globini od 10 do 20 metrov, definitivno prevladujejo koraligene alge, ki pravim tam spadajo med najbolj pomembne biogradnike. A je recimo to področje, ki je muljasto na dnu, je bolj ugodno za ustvarjanje takih teh enot, no, bom rekla? Ja, kot smo tudi že prej omenili, dejansko na tem muljastem dnu dejansko se potem tvori gor sekundarno trdno dno. Tega imamo kar en lep del tukaj tudi pred našo službo tukaj v Piranskem zalivu in dejansko se gor na temu sedimentu se potem na ostankih določenih organizmov, na lupini školjk, ježkov, na algah, se potem tvori ta nova združba pridnenih organizmov, ki so večinoma recimo filtratorji, se hranijo z substancami, ki jih lahko pridobijo v vodnem stolpcu in dejansko je zelo, zelo pestro območje, kar se tiče biodiverzitete. A so te koraligene alge, so neka stalnica recimo v nekem območju, ali se pojavljajo recimo, ne vem, v valovih ali kakorkoli bi temu rekli? Ne, na tem predelu lahko rečemo, da so stalnica. In recimo, da jih poznamo vse skupaj približno v tem delu Jadrana približno 20 vrst in naj ponovim, da so predvsem rdeče alge tukaj iz družin Corallinaceae in Peisonelliaceae. Doktorica Pitako, so kolonije kamene korale privlačne recimo za različne morske organizme, bi rekli? Ja, sredozemska kamena korala je zelo pomembna vrsta, ker mi rečemo, da je biogradnik. To pomeni, da njena struktura gradi prostor za drugi organizmi. Mi smo raziskovali biodiverziteta, da živi v okolji, kjer kamena korala je zelo pogosta. In smo raziskovali tudi živali, ki živijo notri v koloniji.
Tistih živali lahko vidimo samo v laboratoriju, ker so zelo majhni in se skrivajo v koloniji. Ampak mi smo uporabljali en odnos, ki rečemo SAR, ker pomeni species-server relationship, torej odnos med številom vrst in površino. In s tistim odnosom lahko računamo, koliko vrst lahko najdemo notri v koloniji, če samo merimo velikost kolonij. In z naše raziskave smo izračunali, da najvišja kolonija, ki smo merili tukaj, ki meri 68 centimetrov, lahko ima notri več kot 100 različnih vrst nevrtenčarjev. Torej, zelo bogata biodiversiteta. A to, recimo, ste raziskovali te trece in pa tenjuje, ali gre, mislim, tudi v tem področju debelega rtiča in pa strunjana, te večje? Ne, tista vrsta je pogosta predvsem v Slovenskem morju in ni tako pogosta v trece in tenjuje na italijanski strani. Torej, je ena vrsta, da je predvsem tukaj na Slovenskem morju. In smo raziskovali tukaj na grebeni in tudi blizu morske biološke postaje, kjer niso take grebene, ampak sredozemska kamena korala je zelo pogosta. Se pravi, da so tu bolj posebni pogoji, da se to pojavlja, ne? Mislim, to je presenetljivo, ste rekli, da so tako majhni organizmi, da jih v bistvu s prostim očesom niti ne vidite. Ja, gre za to, da... Ja, doktor Mavrič, ja. Ja, se opravičujem, jaz kar... Ne, povejte, ja. Ja, gre za to, da v bistvu izkoriščajo ti organizmi ta prostor, ta preplet med temi prstastimi koraliti, ki pravimo, ne? In že same, recimo, če smo rekli, največja kolonija sredozemske kamene korale pri nas doseže nekak primer 68 centimetrov, ne? Večinoma so manjše, so tam recimo 5, 10, 20 centimetrov, ne? Recimo primeri čašic teh koralitov, ne? Te debeline teh makaronov, kot pravimo, so pa recimo nekaj milimetrov, centimeter mogoče, lahko največ. In te prostore vmes med temi koraliti so tako majhni, in da v bistvu so to življenjski prostor za majhne organizme, ne? In to so organizmi, ki se skrivajo notri, lezejo med temi rovi, nekateri so tudi taki, da v bistvu jedo te koralite, ne? Vrtajo noter luknje in tako, in seveda tega ti na površini ne vidiš, ne? To je v bistvu ta problem, da v bistvu potem dejansko, ko si v samem morju, ko gledaš s površine, tega ne vidiš, ne? Je pa po drugi strani v tej raziskavi, ne, mi smo gledali to endofauno, to so pa organizme v sami koloniji, hkrati pa smo tudi opazovali število in pa vrstno pestrost organizmov na samem tem habitatnem tipu, tam, kjer je veliko kolonij, ne, te sredozemske kamene korale, ne. In tudi tukaj se vidi ta višja pestrost. Zakaj? Seveda zato, ker pač organizmi se hodijo sem hraniti ali pa v bistvu iščejo skrivališča, ne, tudi višji organizmi, ne. Tako da v bistvu ta številčnost in pestrost se nekako odraža potem tudi na teh nivojih, ne. Ne samo pri majhnih organizmih te endofavne. No, glede na to, ko ste pravite, da te kamene korale v velikih kolonijah ustvarjajo te biogene formacije, pa me zanima, vi ste cela skupina, ste raziskovali tudi na mletu, a ne? Kakšne so značilnosti na teh formacijah? Ker tam je na mletu, ne? So velike te formacije, ne? Kot je profesor Lipe že prej omenil, smo imeli to srečo, da smo vzpostavili sodelovanje z profesor Petrom Kružičem iz Zagrebške univerze, iz Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
No, in z njim smo v bistvu začeli raziskovati ta greben na Mletu. Dejansko gre za orjaško strukturo, do sedaj največji poznani koralni greben v Sredozemskem morju, ki se v bistvu nahaja na vhodu v veliko jezero. Gre v bistvu za nek poseben fenomen, dve jezeri, veliko in malo, ki sta z nekim ozkim prehodom povezani z morjem. No in v vhodu v to veliko jezero je na desni strani nastal ogromni, res orjaški koralni greben, kjer recimo kolonije sredozemske korale dosegajo tudi 2 in več metrov. No. Seveda gre velikrat tudi za zlite kolonije, ampak sama struktura je pa potem velika, lahko govorimo o dimenzijah podobnih našemu, ne, grebenu, ki pa je v bistvu neke vrste paleogreben. Gre za drugače. Tam v bistvu greben sestavlja predvsem žive kolonije, ne. Koliko pa recimo raziskovalci imate kakšno korist, pridobite neka nova znanja, če se združujete ali pa sodelujete s takimi drugimi blizu, recimo sosedi, ne, ki raziskujejo, recimo to, kar ste govorili o Mletu? Ja, recimo, dejstvo je, da če hočeš nekako ovrednotiti situacijo, recimo v Slovenskem morju, je fino, da poznaš tudi situacijo nekod drugod, zato da to lahko postaviš v neko perspektivo, ne. In v tem primeru je nam dejansko to sodelovanje zelo močno koristilo, ne. Prvič gre za izmenjavo znanja, kot drugo pa smo mi lahko preverili, kakšna je situacija drugod in to primerjali situacijo v Slovenskem morju, ne. V bistvu na tak način šele dobiš pravi uvid o pomenu tega, kar je pri nas, ne. Ja, profesor Liperk, izvolite. Ja, veste, je še nekaj drugega, to sodelovanje je zelo pomembno in torej ta knjiga je del teh projektov, ne, in je v bistvu en tak lep zaključek in na njo smo zelo ponosni, ampak prišla so nova spoznanja in ta spoznanja so še bolj, bom rekel, nenavadna za nas in tudi nas nekako spodbujajo k naprejšnjemu raziskovanju. In ta spoznanja so ta, da imamo tako na otoku Mletu kot v Slovenskem morju med najvišjimi rastmi koralitov sploh v Sredozemlju. Ta rast koralitov je lahko celo pol centimetra na leto, običajno je nekje centimetri in pol, povsod milimetri in pol, imamo pa 5 mm, pa še več, to je pol centimetra in tako naprej. To je samo na otoku Mletu in v Slovenskem morju, zaenkrat, ne. In ugotavljamo, zakaj so te rasti tako visoke in seveda prihajamo do spoznanj, da je tukaj glavni faktor, ki mu moramo prikimati, da so to podnebne spremembe. Tako da zadnje čase na podlagi tega projekta Tretamala, s katerim smo še vedno torej vključeni v raziskave, poskušamo ta spoznanja v zvezi s klimatskimi spremembami čim bolj spoznati in tudi zaradi problemov, ki se kažejo v naravi, to pomeni, da recimo nekatere korale bledijo, tudi na naših grebenih, tudi na naših biogenih formacijah, poskušamo v laboratorijih Morske biološke postaje v okviru projekta Tretamara gojiti korale in zaenkrat nam gre zelo, zelo dobro in upam, da bomo tudi te stvari v kratkem na nek način promovirali, predstavili ali pa obelodanili pač poslušalcem. Ko ste omenili te klimatske spremembe, pa se postavlja vprašanje, a gre tu dokaj opazno ali je treba to seveda v daljšem časovnem obdobju opazovati, da vidite, da sploh prihaja do kakšnih sprememb? Zelo konkretne zadeve, ki se dogajajo vsako leto, govorimo recimo o bledenju koral. Korale imajo te svoje simbionte in ti simbionti, kadar so temperature previsoke, zapustijo. Takrat korala prične bledeti in če se ta, bom rekel, proces visokih temperatur ne ustavi, to pomeni, da še vztraja, pride do pogina koral. S tem se soočamo v našem morju in to so problemi, ki so znani povsod po svetu, v vseh tropskih grebenih in to je tudi en glavnih, bom rekel, problemov, zakaj korale in koralni grebeni izginjajo povsod po svetu. Zato pa poskušamo v okviru naših raziskav gojiti korale v umetnih pogojih, zato da bomo nekoč znali te korale povrniti nazaj v okolje, če bo prišlo do hudih posledic. Ali drugače povedano, radi bi tudi veliko več vedeli, kateri so tisti dejavniki, ki korali pomagajo preživeti v normalnih pogojih.
koliko zasledujemo, mislim, beremo, da svetovni raziskovalci bijajo plac v nas za tisti velik koralni greben ob Novi Zelandiji, ne? Imajo že kaj uspehov, a kaj veste? Ker izginjajo. Ja, ali odmirajo, no? Veliki koralni greben ob Avstraliji ima veliko težav. Ena glavnih težav v tistem okolju je bila morska zvezda, modra morska zvezda, ki je povzročila velike težave. Zdaj se soočajo z bledenjem. Problemi so tudi zaradi raznih nihanj, ki se kažejo v spremembi različnih vrst, ki so tam prisotne. Tako da tam je zelo veliko problemov in tisti greben je ena taka, prej ste rekli, da svet bije plat zvona glede tega, ne? In res je, tam se bo videlo, kaj se bo zgodilo, ker tisto pa res tako pomembno okolje, da bi se lahko destrukcija ali pa osiromašenje tistega okolja lahko hudo poznala na okolju. Ampak jaz se nadejam, da se bodo ti trendi ustavili in sem optimist glede tega, tako da upam, da bomo imeli priliko poročati ali pa slišati o tem že v kratkem, da se stvari izboljšujejo ali pa ustavljajo. Doktor Mavrič, a se recimo tam na tem grebenu, na Mletu, se tudi kakšne destrukcije opažajo? To, kar je pač omenil zdaj profesor Lipej. Ja, seveda. V bistvu tudi tam se pojavlja bledenje koral in potem posledično tudi nekroze. Kar je bilo zanimivo, v bistvu se je to pojavljalo približno v istem času, kot tudi v Slovenskem morju, ne? Tako da v bistvu smo potem tudi to povezali tako kot je že profesor Lipej govoril, z temperaturnim režimom oziroma z temi heatwavi oziroma vročinskimi valovi, ki se pojavljajo v morju, ne pa z nekakšnim drugim, recimo, pritiskom, kot bi lahko tudi kakšno onesnaženje ali karkoli, ne? Ampak glede na to, da se je na obeh krajih hkrati pojavilo tudi drugod po Jadranu, smo to vezali na to. Poleg tega, recimo, kar se dogaja še na koralnem grebenu na Mletu, je kompeticija z drugimi algami. Recimo v jezero samo je prišla invazivna vrsta alge, ki v bistvu je začela preraščati greben in tega zdaj odstranjujejo. Prav tako se zaradi pribitka organskih snovi naseljujejo v večji meri tudi druge zelene alge, kot so recimo nekateri kodiumi, ki preraščajo potem te korale. Gre v bistvu za kompeticijo za prostor, in prihaja do določenih problemov povezanih s tem. No, doktorica Orlando Bonaca je že prej omenila to vprašanje teh tujerodnih vrst, ki se pojavljajo, recimo tudi tu v tem Tržaškem zalivu, se pravi tam ob italijanski in pa slovenski obali. Pa me zanima, kakšni so tu problemi? Ja, recimo konkretno kot sem že omenil, na Mletu recimo je problem Caulerpa, invazivna alga, ki v bistvu prerašča te kolonije, in s tem povzroča odmiranje koralitev. Na splošno, recimo tujerodne vrste, je zdaj odvisno. Veliko imamo tujerodnih vrst, niso pa vse tiste, ki bi lahko povzročale neke probleme v okolju. Zato morajo biti invazivne, kar pomeni, da se morajo močno namnožiti, da povzročajo neko škodo v okolju. Caulerpa kot taka je eden od teh elementov, ki lahko povzroča probleme, zaradi te številčne namnožitve in preraščanja drugih organizmov. Doktorica Orlando Bonaca, imate vi še kakšno mnenje o tem? Ne, sem hotela tudi samo dodati, da na srečo prav ta vrsta Caulerpa cilindracea ni še prispela v slovensko morje, čeprav je prisotna zelo blizu tukaj ob hrvaški istrski obali, ampak trenutno je še ni pri nas in upamo, da bo tako še dolgo ostalo. Tako da, kar se tiče samo alg, lahko rečem, da sicer je nekaj tujerodnih vrst prisotnih v slovenskem morju, ampak nobena od teh alg trenutno ne povzroča škode avtohtonim vrstam in habitatom. Tudi druge stvari, recimo ne, recimo
ker zdaj se sam govorili o tej algi, a ne? Kaj pa druge tujerodne? A opažate kaj kakšne spremembe prav zaradi teh klimatskih sprememb, da prihaja do česa? Ja, profesor Lipej. Ja, gledajte, v povezavi z koralami je tukaj zelo malo takih vrst, ki so, bomo rekel, problematične glede prisotnosti oziroma ogroženosti koral. Drugače pa imamo v Slovenskem morju za zdaj okoli 52 vrst, ki so bile doslej potrjene, in med temi vrstami je le par takih vrst, ki so invazivne, tako da zaenkrat se Slovenija sooča bistveno manj kot vse ostale mediteranske države glede tega problema. Ni pa nujno, da bo tako tudi v prihodnje. Pač z večjim raziskovalnim naporom spoznamo čedalje več vrst in spoznamo tudi, da nekatere vrste imajo lahko tudi poseg pa vpliv na okolico. Ena taka vrsta je nek plaščar, ki prerašča torej gojišča torej školjk, torej klapavic, in to lahko privede do bistveno manjšega, bom rekel, donosa ali pa bistveno manjše torej, bom rekel, prirastka teh školjk v časovnem obdobju. In to so problemi, ki so realni in ki dejansko povzročajo škodo. Drugače pa za veliko večino teh 52 vrst pa se je izkazalo, da ne povzroča nobenih težav in celo pokazalo se je, da se pojavljajo v okolju, ki ga domače pa domorodne vrste ne zasedajo. To pomeni, da so zasedli prazne niše, ki so se pač v našem okolju sprostile ali pa torej, pojavile. Drugače povedano, torej bioinvazija, kot pravimo temu fenomenu, torej fenomenu tujerodnih vrst, je zaenkrat problem, ki pa je v primerjavi z ostalimi morda nekoliko manjših. Recimo v tem primeru mislim seveda na problem podnebnih sprememb ali pa, če hočete, netrajnostne rabe virov. To pomeni, da govorimo o ribolovu in o prilovu, kjer so pa posledice bistveno hujše. Nekaj tega se tudi pozna tudi na koralnem grebenu, in sicer zaradi posledic sidranja in zaradi pač tega ribolova, kjer pač, kot je že dr. Mavrič povedal, mreže lahko poškodujejo korale na dnu. No, nekoliko ste pomirili skrb nas laikov, ki seveda se tudi nas zanimajo te stvari, ne. Poglejte, tako natančno opravljeno delo s številnimi monitoringi, ki ste tega podvodnega sveta, je najbrž zahtevalo ure in ure potapljanja. Kako vam je uspelo, ker je to nek poseben delovni prostor za raziskovalce? Raziskovalec pa mora biti tudi vešč teh posebnih pogojev dela. Kako ste se s tem spopadali? Ja, v bistvu, Dr. Mavrič. Imamo to srečo, da v bistvu z izgradnjo nove morske biološke postaje v začetku drugega tisočletja smo dobili tudi zelo dobro opremljeno potapljaško bazo, ki je bila nekako v tem osnova, da se je znanstveno potapljanje na morski biološki postaji, ki se je sicer je bilo že od nekdaj prisotno na morski biološki postaji, ampak da se je toliko razmahnilo in razvilo, da v bistvu dejansko sedaj zelo veliko svojega raziskovalnega dela opravljamo direktno izpod vode kot potapljači. Koliko časa vam zahteva recimo tako delo in kako recimo dejansko opišete? Ja, delo pod vodo je omejeno, seveda s količino zraka, ki ga nosimo s seboj pod vodo, in pa v bistvu tudi s tem, z samo varnostjo potapljanja, da ne prihaja do pojavljanja dekompresijske bolezni in drugih težav povezanih s tem. Torej, naši potopi lahko trajajo tudi odvisno potem je od globine, globje kot smo, manj časa lahko preživimo pod vodo in recimo glih na teh velikih biogenih formacijah, ko smo na globini nekako med 14 do 20 metrov, recimo je čas potapljanja od samo 20 minut do pol ure pa tja do 45 minut, 1 ure v enem delu. In to je v bistvu po eni strani
glede na količino podatkov, ki jih dobimo, lahko zelo veliko, hkrati pa zelo majhno, ker v tistem času lahko predelaš dejansko zelo en majhen delež tega grebena. Ne. Pa ste vsi vešči teh spretnosti, teh znanj? Vsi seveda ne, ker je to malo povezano z znanjem, z fiziologijo in tako naprej, ampak je ekipa v tem trenutku zdaj precej velika, tako da se lahko tudi izmenjujemo, tako da imamo eno skupino 6 ljudi, ki je sposobna pač tega dela. Ki poleg tega ne smemo to v bistvu enačiti s potapljanjem. Ne. Potapljanje tukaj je zgolj osnova neka, da gremo lahko pod vodo. Veliko bolj pomembno je potem še tisto dodatno biološko znanje, ki ga imaš, da v bistvu stvari lahko opaziš, ovrednotiš in tako naprej. Ne. Dovolite samo en komentar. Ja, profesor Lipe, izvolite. Sam popravil bi dr. Mavriča, hotel sem mu še to povedati, da v bistvu ti pogoji pod vodo, je vse to, kar je on rekel, je seveda res, ampak treba povedati, da vidljivost je dostikrat zelo vprašljiva, torej zelo slaba in je še zaradi tega dodatno težko pač, bom rekel, staviti, koliko podatkov boš prinesel ali pa pridobil na ta način. Hočem reči, da razmere niso idealne, to niso potopi kot recimo v tropskem okolju, ampak so razmere vidljivosti zelo, zelo slabe in smo tudi od tega odvisni. Sploh pa še, če potekajo poleg, bom rekel, vzorčevanj tudi kakšna druga dela, torej na morskem dnu, kot so popisovanje in tako naprej, takrat je to zelo težko. To sem hotel samo dodati. Ja, kako pa pridete do teh krasnih slik, lepih slik, fotografij? To je tudi problem v tem, pač, da je treba, da to, kot je rekel Borut, mi smo omejeni časovno, ampak potrebno je imeti veliko vzorčevanj v različnih letnih časih, ko so vidljivosti pač boljše in takrat se da marsikaj tudi pridobiti. Borut, če ti? Ja, jaz sem hotel omeniti, ker v bistvu v sami knjigi je res, recimo več kot 200 fotografij in pa skice. In moram reči, da dejansko je sam nabor izredno velik in dejansko fotografije so zelo barvite, zelo lepe. In še dodatna vrednost je to, da v bistvu dejansko so te fotografije nastale kot v bistvu stranski produkt dejanskemu raziskovalnemu delu. Je pa to pač odraz deloma znanja, da smo se nekako naučili ugotoviti, kdaj so tisti pravi trenutki, da gremo pod vodo, poleg tega pa zelo velikega angažmaja tudi podvodnih in znanja podvodnih snemalcev in fotografov. Doktorica Pitako, poglejte, knjiga je napisana v slovenščini, vi prihajate iz Italije, pa me zanima, a bi bilo smiselno tako imenitno delo prevesti tudi v kakšne druge jezike, bi koristilo recimo drugim bralcem, ki jih zanima to polje? Ja, seveda, jaz bi vesela, da bi knjigo prevedli tudi v italijanščino, ker mislim, da je zelo pomembno z vidika varstva okolja, da poznamo, kaj je v morju, kaj lahko najdemo v morju. In torej, ja, jaz bi zelo vesela, ampak samo denar moramo najti za to. Upajmo, da bo to se tudi realiziralo. Poglejte, za konec me še zanima, je s tem vaše delo zaključeno? Kaj vi mislite? Ali boste še naprej raziskovali? Raziskave niso nikoli zaključene, ko najdeš nekaj in imaš druge vprašanje in torej, ja, je vedno nekaj, da delaš naprej. Ja. Profesor Lipej, je že vaš pogled usmerjen naprej? Ja, seveda. Ta zgodba ni dokončana. Tukaj smo marsikaj ugotovili, tudi za to knjigo, ki je v bistvu druga knjiga. Mi imamo že eno knjigo, ko smo objavili o biogenih formacijah, ki nam jo je financirala organizacija RAXPA iz Tunisa. In sicer je bila ta knjiga v angleščini za podobno vsebino. To je že druga knjiga, ampak problem je v tem, da vsakeč, ko nekaj vzorčujemo, odstiramo nova spoznanja in nove probleme in potem
se to kopiči in bi radi te stvari spoznali. Še posebej zdaj, ko te stvari povezujemo s podnebnimi spremembami in poskušamo nekako ugotoviti, kaj se dogaja, zato da bi potem tudi dobili znanje, kako te stvari ustaviti ali pa vsaj omiliti. In ravno zato pač delamo tudi veliko v laboratoriju, da poskušamo korale gojiti, jih nekako se spoznati, torej spoznati s tehnikami njihovega gojenja in predvsem ugotavljati rast koral v takih umetnih pogojih. Morda nam bo s temi spoznanji lažje potem, če bo prišlo do kakšnih hudih, bom rekel, katastrof, ali pa bodo ta spoznanja nas krasila, ko bomo pač poskušali te stvari razložiti v neki novi publikaciji, v nekem prispevku ali pa v nekem morda drugi oddaji vaše cenjene trombe.